V Gruziji na vsakem koraku najdemo manjše pekarnice, kjer lahko kupimo vedno sveže pečen tradicionalni kruh puri. Pek najprej zmeša moko, kvas, sol, nekateri dodajo tudi sladkor, nato pa vse skupaj na roki zmeša z vodo. Ko testo naraste, ga na modelu imenovanem lapati najprej oblikuje v obliko ladice, nato pa zaluča v steno vroče peči. Po približno 7 minutah je kruh pečen in nared za pripravo božanske malice. Smo nazaj v dolini, tle je kar precej bolj vroče in soparno spet, tako da že zdaj pogrešava hribe. Je bil pa danes kar naporen dan, no, veliko smo se pelali, pa šli smo v trgovino, pa zelenjavo smo kupili ob cesti, tako da kar nekaj pravil. Za vso to zelenjavo, ki sva tudi posnela, sva dala 4 evre samo, tako da res je bila ful poceni, za razliko od nas, ki je na tržnici 10-krat dražja kot v trgovini. Sva pa se ostavila koliko v 4 trgovinah, vse skupaj 3 ali 4, da bi kupila pasjo hrano, ker nam je zmanjkalo hrane za potepuhe. In tle v Gruziji je res težko dobiti, če že dobiš. Do zdaj sva dobivala samo kakšne male vrečke, pol-kilske, danes pa niti tega ne, tako da danes sva čisto brez hrane za pse, tako da res upava, da ne bova kakšnih lačnih psov srečala. Smo se prepeljali na to mesto, je kmalu potem prišla ena kužika in z njo tudi en mali kužek, mladiček, po moje star kakšen teden, mogoče malo več. Mleko še pije, zobke ima čisti smečkene, pa tudi vid še ne čist glih dober. Je res je luškan, je pa ta njegova mamica res boga, res je zelo suha in midva nimava nič pasje hrane, ker jo včeraj nisva dobila, tako da sva danes zdaj skuhala je eno orenk kosilo oziroma zajtrk. Tle noter je ker precej velik riža, ajdove, kaše, leče, en korenček, konzerva, tune, ta velika, pa eno jajce, tako da upam, da se bo dobro napapcala, da bom imela za ta malega dobro mleko. Evo smo na poti naprej. Kar težko je bilo sicer iti od tega placa, zato ker sta te dva kužka res luškana, predvsem ta malo, ki je res še toliko majhen, da sploh dobro ne vidi. Ampak ja, nisva mogla s sabo vzeti, na žalost. Smo pa tudi šnops tuširali prvič na tem potovanju, se pravi po 2 letih je prvič šamponom bila stuširana in zdaj kar precej bolj bela. Pa dišeča. V bistvu sva jo stuširala, ker se nekaj praska zadnje čase, drugače verjetno še kar nekaj mesecev ne bi bila. Zdaj imamo mir za naslednje 2 leti. Danes pa gremo proti nacionalnemu parku Lagodeki, tam so neke lepe poti za hoditi, nisem še prav veliko gledala. Tako da še nič ne vemo, kaj bomo hodili, če bomo kaj, danes pa tam parkirala, pa bomo pol malo raziskala. Da upava, da bo lepo, no. Gruzija je ena najstarejših vinorodnih pokrajin na svetu. Žlahtno kapljico naj bi na tem območju začeli pridelovati že pred 8000 leti. Lončene posode, imenovane kvevri, ki spominjajo na velikanske amfore, napolnijo z grozdnim sokom in jih zakopljejo v zemljo, kjer vsaj 5 do 6 mesecev poteka fermentacija. Čeprav se proces izdelave vina med regijami precej razlikuje, na vseh predelih uporabljajo te znamenite posode, ki so bile leta 2011 vpisane na seznam UNESCO nesnovne kulturne dediščine.
glavnem situacija ni glih idealna. Od včeraj popoldne dežuje, ves čas orang, zdaj je celo malo nehal, ampak nismo mogli danes iti hoditi in tudi jutri verjetno bo dež, tako da bomo mogli kar tukaj ostati pa čakati. Ja, poleg tega sva včeraj zvečer glih lepo si naštimava v postli tablico, da bo gledala tekmo Eurobasketa in opazva, da pri oknu kapla noter, gor v postli. Tako da sva pol 1 uro od zunaj vrečko čez slimala oziroma polivinil, da je zdaj ne teče noter. Tako da zdaj je tesni, ampak zelo provizorično, tako da ko bo sonce, bova mogla okno dol odmontirati in na novo zatesniti. Nekaj imava sicer še tesnilne mase, upava, da bo še v redu, tako da bova lahko to zrihtala tukaj, ker drugače ne vem, kje bova tukaj dobila primerno tesnilno maso. Poleg tega sva potem zjutraj se zbudila in sva opazila, da tudi drugo okno v postli pušča, tako da imava 2 okna za pretesniti. Ja. Kar sicer ni taka težava, ker sva to 2 velika okna sva že pretesnila doma. Bolj je zoprno, da je na takem mestu, da je težko se do tja gor stegniti, nekaj orenklojtre nimava, tako da, ja. Ne, je pa to drugo okno na srečo čist malo, to med stare samo 2 kapljici prišli noter, medtem ko ono ta prvo pa kar orang pušča, tako da ono mora res nujno pretesniti. Ja. Danes sva si za Eurobasket zraven prvoščila in kačapuri, sva šla 2 kilometra stran v mesto peš ga iskat, tako da zdaj imava zraven za malo jesti pa pivo. Včeraj, ko sva gledala basket, me je malo motil, zaradi tega, ker je tablica precej mehna in ko si tako nazaj naslonjen, to gledaš, če je tablica tlele na več kot 1 meter. In kakšnih stvari niti nisem tako dobro videla, kakor bi si želela. Za filme je čisto v redu, ker ne rabiš tako podrobno videti. Pri kakšnem športu je pa fajn, da res dobro vidiš, tako da zdaj sva takole malo zimprovizirala eno tako stojalo, ki se tlele zahakla spodaj pod mizo, da ne more nazaj uiti. Teli štriki ga pa gor držijo. Danes je bil spet bolj ujzi dan, ker je bilo precej slabše vreme, kot je bilo napovedan, tako da nismo šli hoditi do tistega slapu, ko smo mislili iti. Tako da ja, no, je bilo pa ujzi, malo sva filme gledala, zdaj smo bili na sprehodu, tako čist fino. Ja, res je bilo fajn. Jutri bi naj bilo čisto sonce, ampak verjetno ne bomo uspeli hoditi, ker nas čakajo okna, tako da zdaj pač ima to prednost, ampak ja, bo pa vse lepo, ne bo deževno. So pa danes nabrala še tlele, tole je 700 gramov lešnikov, ki so res ful dobri, čist sveži, kada se prava nabiralca. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.